Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni prvi letošnji oddaji županovega kabineta. Ja, lep pozdrav tudi vam in spoštovani gledalkam in gledalcem. Za nami je mesec december, mesec, v katerem se največ dogaja. Veliko je bilo prireditev tudi tukaj v občini Litija. Kakšen je bil obisk? Moram reči, da zagotovo je bil obisk izjemen. Vseh dogodkov, ki so se odvijali ob zaključku lanskega leta, tja od Božiča pa vse do novega leta. Res izjemni dogodki, tako se pravi sam tradicionalen koncert na božični dan zbora svetega Nikolaja, tudi izjemen koncert, tradicionalen spet pihalnega orkestra, vsako leto 27. decembra v športni dvorani Litija. Godbeniki so ponovno navdušili in pa seveda dva izjemna predsilvestrska koncerta tukaj pred občino, tako Siddharte 26. kot Dejana Vunjaka 27. decembra, ki sta res navdušila izjemno množico prisotnih, več tisoč glavo množico, tako da moram reči, da zagotovo je tak način, da smo se odločili za tako imenovani predsilvestrski program pravilen. Prav tako izjemen obisk samih živih jaslic na Savi pri Litiji, ustvarjalcev, in pa zelo izjemen odziv na ogled jaslic, mineralnih jaslic v rudniku Sitarjevec in vsega spremljevalnega programa. Mimogrede, več kot 1000 obiskovalcev je bilo v 14 dneh v samem rudniku, tako da je res bil odziv izjemen. Mineralne jaslice so na ogled še do konca tega meseca, tako da vabljeni še tudi mogoče v teh dneh. Res izjemno lepa oblikovana predstavitev, ki predstavlja, se pravi, Litijo, predstavlja rudarjenje, prav tako tudi se pravi celo naravo Litije, ki jo vkomponira v tako imenovano božično jaslično zgodbo. Tako da vredno ogleda še do konca tega meseca. Bi pa seveda izkoristil to priložnost in povedal, da je bilo veliko število tudi prireditev in dogodkov na vseh ostalih območjih ali v krajevnih središčih oziroma krajevnih skupnostih, tako da bi se zahvalil res vsem pripravljavcem bogatih programov in vsebine, ki so potekali v tem času v občini Litija, in dejansko ima človek občutek, da je bila skupnost kot taka res povezana. Trenutno se na občini ukvarjate s pripravo dokumentacije za projekte v okviru dogovora za razvoj regij. Ja, tako je. 3 projekti so v zaključni fazi, s katerim bi želeli, da že v letošnjem letu tudi pričnemo za samo izvedbo. Tako smo že vložili za oba dva projekta, se pravi dograditev kanalizacije Litija, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. S tem projektom želimo, da bi v drugi polovici leta pričeli tudi za samo izvedbo. Vemo, da po pridobitvi gradbenega dovoljenja moramo še pridobiti ustrezno soglasje k, se pravi, samemu projektu na pristojnem ministrstvu za naravne vire in prostor in potem seveda tudi na ministrstvu za kohezijo in pa regionalni razvoj. Prav tako tudi za projekt širitve in pa nadgradnje vodovoda Litija-Šmartno, ki je sestavljen iz 4 se pravi sklopov, tako dograditev voda Litija-Svibno, potem modernizacija in obnova vodovodnega sistema v naselju Kresnice in sama navezava na povezavo Kresniški vrh, ter še 2
dela obnove vodovoda tukaj v Litiji, tako na Graški Dobravi kot tukaj v samem centru na Stavbah. Tudi tukaj je projektna dokumentacija že pripravljena, vložena že tudi na upravno enoto, tako da pričakujemo, da bomo tudi tukaj lahko do spomladi pridobili gradbeno dovoljenje in potem v drugi polovici leta pričeli z samo izvedbo projekta. Tretji projekt pa je seveda nov most v Litiji oziroma viseča brv, tukaj med športno dvorano in pa potem na drugi strani se pravi na Stavbah pri Litiji, se pravi za kolesarje in pa pešce, ter seveda kot ena taka interventna cesta, ki bo na nek način še dodatno lahko povezala levi in desni breg Litije in pa seveda naredila nastavek za eno celovito urejanje obeh brežin reke Save. V letošnjem letu pa se nadaljuje tudi sanacija po poplavah. Na Savi in v Kresnicah sta projekta zaključena. Kaj sledi? Ja, dejansko sta bila do konca leta te dva projekta zaključena. Sava pri Litiji je bil projekt vreden 5,5 milijona, v celoti seveda tudi zaključen, tako cesta kot protipoplavna zaščita. V Kresnicah prav tako urejena oba dva odvodnika. V teh dneh pričakujemo še tako imenovane protipoplavne lamele oziroma lapute, ki se bodo vgradile v oba dva odvodnika, tako da dejansko bosta oba dva nared za svojo, se pravi, za delovanje. Letos pa krenemo z projektom obnove kanalizacije in pa druge poškodovane infrastrukture tukaj na Stavbah pri Litiji, z seveda ureditvijo tudi sistema prečrpavanja zalednih voda. Projekt je pripravljen v celoti. Pričakujem, da bo tudi do konca meseca lahko uvrščen v načrt razvojnih programov državnega proračuna in potem, da bojo lahko v mesecu februarju že tudi stekla prva dela na tem projektu in da bo lahko ta projekt tudi zaključen do konca letošnjega leta. Drugi projekt je obnova kulturne dvorane na Stavbah. Tudi tukaj pričakujem, da bo projekt v celoti zaključen do meseca aprila in potem, da bomo lahko izbrali izvajalca do letošnjega poletja in pričeli z letošnjim poletjem tudi z samimi, se pravi, deli. Že prej pa bo izdelan tudi projekt obnove stropa nad odrom kulturne dvorane, ki pa se bo ločeno že pričel izvajati v letošnji pomladi. Tretji projekt je nadomestni most za ureditvijo tudi podvoza v Jevnici. Tukaj mislim, da nas čaka v prihodnjem tednu še zadnji sestanek, kjer upam, da se bomo do konca dogovorili, ali bomo štartali v letošnjem letu se pravi, prvo fazo, ki vključuje nov nadomestni most čez reko Savo, ali pa bomo združili ta projekt tudi z drugo fazo, se pravi, tudi ureditvijo podvoza pod železniško progo, dočim ureditev vodooskrbe, vodotoka oziroma tako imenovana vodna ureditev v naselju Jevnica, pa se prične se pravi, investicijsko-vzdrževalnimi deli Direkcije za vode že v letošnji pomladi v Jevnici. Se pravi, ta del pa bo prevzela država oziroma Direkcija za vode Republike Slovenije. Še manj kot mesec dni nas loči do pustne sobote in pa tradicionalne pustne povorke tukaj v Litiji. Ja, logično, tako kot vsako leto doslej, tudi letos bo pust v Litiji zanimiv.
Letos, ker je še tako in tako tudi volilno leto, je temu tudi posvečena letošnja tema, tako da zagotovo bo zelo veliko idej, se pravi samih pustnih skupin in pa pustnega programa, ki bo 14. februarja, se pravi na pustno soboto, imel svoj vrhunec, tako kot vsako leto. Se pravi najprej dopoldan z tradicionalnim pustnim živžavom, potem pa seveda ob 15. uri z veliko karnevalsko povorko in pa na koncu se pravi pustnim rajanjem v večernih urah z ansamblom Kingstoni. Še enkrat tukaj izkoriščam priložnost, da seveda poleg že tradicionalnih skupin povabim tudi še vse ostale, da se vključijo v to bogato dediščino, ki jo imamo v Litiji. Namreč pustni karneval se že omenja več kot 177 let v Litiji in zagotovo smo lahko ponosni na to izročilo, hkrati pa je naša odgovornost, da to tradicijo peljemo tudi naprej in povabljeni na pustni karneval v Litijo. Gospod župan, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam in seveda spoštovanim gledalkam in gledalcem.